Koraki do uspeha. Radio Robin, poslušate Uro Simčič, vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki je letos vstopila v svojo jubilejno 10. sezono in kjer skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. No, tema tokratne sezone oddaje Koraki do uspeha je podjetništvo v umetnosti. Včasih bi rekel človek na videz nezdružljivi področji, ki ima bomo poskušali najti skupne točke tudi v današnji ediciji. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno? Če je, katere so skupne točke? Kje so prepreke, kje izzivi, kje priložnosti. Vse to in še več tudi v današnji in naslednjih oddajah, a gremo lepo po vrsti. Današnja gostja oddaje Koraki do uspeha je vsestranska ustvarjalka z mednarodno prepoznavnostjo, domačinka iz Šempetra pri Gorici, Nataša Gregorič Nebes. Nataša, lepo pozdravljena. Živijo. Morda za tiste, ki vas še ne tako dobro poznajo, kdo je Nataša Gregorič Nebes? Prihajam iz Šempetra. Sem prvi vrsti slikarka, ilustratorka in sedaj bo eno leto tudi podjetnica. Ustanovila sem svoj atelje Nebes, v katerem združujem recimo vse, kar sem se do sedaj naučila in kar sem osvojila. Poleg umetnosti, ki mi je najljubša in za katero tudi živim, tudi kulturno dediščino, turizem, pedagogiko, otroštvo, predvsem pa to imam poslanstvo, da dvignem umetnost in kulturo do umetnosti na večjo raven. Torej več kot primerna gostja za današnjo oziroma za naše oddaje Koraki do uspeha, torej umetnica in podjetnica. Ampak o tem še nekaj več besed v prihodnjih minutah. Najprej me zanima pa tole, ta Nebes. Ste mi rekla izven etra, da je prišel naknadno, pa ne pa po kakšni zakonski dolžnosti ali pa čem podobnem. Ne, nisem se poročila s kakšnim vzhodnjakom ali karkoli, ne. Ampak iskala sem, imam težavo namreč, da je kar težavo. Pokazalo se je, kadar sem ilustrirala knjige, začela ilustrirati knjige in baza podatkov v Kobisu zahteva pač tvoje podatke, ne. In tam je bilo več Gregorič Nataš. In so se začele malo te stvari zatikati, ne? In potem mi je svetoval gospod Milan Petek Levokov, pisatelj in sodnik iz Gorice, Nove Gorice, je rekel, daj si eno umetniško ime, o katerem sem razmišljala, ma nisem nikoli dala temu preveč pozornosti. Na kar sem naletela na to besedo Nebes, ki v sanskritu pomeni nebesa oziroma atmosfero, tisto področje med nebom in zemljo. In se mi je zdelo čisto pravilno za to, kar jaz ustvarjam. Namreč imam eno filozofijo v življenju, da si polepšam dan. Življenje je že tako kruto, ne? Ali pa temno sivo, drugi nam lahko krojijo in tako naprej in sam si ga polepšaš in si ustvarjam svoje nebesa na zemlji. Torej samo nebo je lahko meja, ne? Tako, nekako. No, čisto praktično pa še prav prišlo, kar se tiče umetnosti. No, vsestranska umetnica, torej, pa še to me zanima za začetek, kako se je pri vas začelo zanimanje za umetnost. Povedala ste slikarka, pa ste tudi, bomo razkrili še kasneje v oddaji, tudi z različnimi tehnikami se ukvarjate. Kako je prišlo, oziroma se je začelo zanimanje za umetnost? Je prišlo spontano, vam je bilo morda položeno v zibko, živite s tem, kako je to? Ja, jaz v bistvu praktično tako pravijo in tako tudi sama občutim, sem se že od malih nog sem rada ustvarjala, risala, nikoli mi ni bilo dolgčas. Vedno sem našla ali v barvicah, ali v glini, ali v preprostem igranju neko ustvarjalnost. Ne? Malo tudi zato, ker smo bili v družini taki, vedno je bila kakšna zgodba, kakšni izleti, ne? In tudi moj nono, moram reči moj nono Orel Marjan, ja, je bil zelo velik kulturnik in podpornik in on me je tudi največ potem spodbujal na kasnejši poti. Ne? Pa menite, da so pomembni geni ali je pomembna tudi tista predanost, fokusiranost ali oboje? Glej, talent je,
ampak ga moraš strenirati. Ni dovolj talent, redkim samo talent pomaga, ti moraš se razvivati kot umetnik, kot oseba tudi, ne? Kot moraš osebno rast poskrbeti in tako potem tudi v umetnosti lahko rasteš, ne? Tako da mislim, da je vaja dela mojstra. No, morda preden spregovoriva o tem, ali si ti dve področji da združiti, na spletu sem prebral o vas namreč tole. Umetnica na presečišču vizualnega, pedagoškega in kuratorskega. Vodi atelje na Nebes, kjer razvija premišljene umetniške izkušnje, ki povezujejo čujetnost, oblikovanje, kulturno dediščino in družben vpliv. Zdaj, če prevedemo to v pogovorni jezik, to pomeni kaj? To je tako lepo zapisano in strokovno, recimo marketinško pripravljeno. Ja. Ker se pač tako tudi uporablja, ne, da se pokažemo svetu. Z eno besedo pa pomeni to, da sem multipraktik, oziroma da znam vse svoje znanje, ki sem ga do sedaj osvojila, skupaj z umetnostjo, ker brez umetnosti tega ne bilo mogoče ustvariti marsikaj. Ne. Od kulturnih vsebin, turističnih produktov, pedagoških vsebin in marsikaj. No, in oprema prostorov in tako naprej. Ampak po duši seveda najprej in prvo umetnica, diplomirana že leta 2007 na Beneški likovni akademiji. Zelo zanimivo, moram reči, za naše poslušalke in poslušalce, polaroid, upam, da sem prav povedal, manipulacijo pri fotografiji in pri mentorju Guidu Čečeriju. Zdaj, kaj to pomeni natančno? Kaj to pomeni? To ni zdaj fotografijo, dan danes imamo AI, ne, ki to naredi v sekundi, še predtem je bil Photoshop, ne, še predtem je bila pa ročna manipulacija, oziroma še predtem so pa na roke kolorirali, ne, prve fotografije, recimo, ne. In jaz, ko sem študirala na Beneški akademiji fotografijo pri Guidu Čečerju, sem pri zgodovini, fotografije in tehnikah naletela na to polaroid, no, jaz rečem polaroid, ker izhajam iz Beneške šole, ne, kjer se mi je zdela tehnika in fotografija, ta instant, samorazvijalni film, zelo zanimiva. No, in ko sem začela to raziskovati za diplomsko nalogo, za katero sem se pač odločila, da bo presek med slikarstvom in fotografijo, ne, da najdem neko pot, sem naletela na zelo znanega v italijanskem in širše umetnika Beppe Bolkija, ki je bil obenem tudi zaposlen na Polaroid Italija, s katerim sem opravila intervju, mi je razkril mnoge skrivnosti, mi podaril mnogo še praznih filmov in literature. In tako sem se podala v te vode, sem kupila na Bolhi star SX za skoraj, ne vem, če bi rekla danes, zelo dobro ceno. In sem se začela ustvarjati, ne, in ker mi je blizu impresionizem, pa ekspresionizem, Van Goghove te vrtinci, recimo, impresionistične pikice in tako naprej, je bil to odličen začetek. Ne? Se pravi, če to poenostavimo, vi razvijate fotografijo in jo začnete na to obdelovati. Moraš pa poznati sestavo, mogla sem poučiti, kako je sestavljena. Terja nekaj znanja, ne? Ja, kemijsko sem se poučila, ko sem film odprla, vedela sem, kako so plasti postavljene, ne? In potem sem z raznimi, ne vem, toplotnimi, pa v skrinjo sem dajala filme, ko so bili različni efekti in zročno manipulirala, da sem prišla do tega slikarskega efekta, kot ga je imel Van Gogh in Monet. Odkje navdih za to? To je moja ideja, to mi je bilo všeč, to se mi je zdelo zanimivo, vedno nekako najti besede sem iskala, recimo, kako bi o tej stvari dala neko ime, neko vrednost, kako bi jo realizirala, ne? Ta iskrivost in vedoželjnost. Ne? A vas je polno na tem področju, ki to ustvarjate? Ja, kaj, prav to specifično? Ja, recimo. Zdaj ne vem, ker takrat je Polaroid lik 2.7 bil v težavah, ne? Zdaj so ponovno malo drugačni filmi, ampak če bi šla gledati, ker jaz sem pol malo pustila zaradi denarne, ker je kar zahtevalo dosti denarja. No? Ampak če se prav posvetimo tele Polaroid tehniki, se da to prodati na trgu? Ja,
Se da od tega tudi živeti? Ja, zbiratelji in takrat bi tudi našla, če bi se vdala v te vode, ne? Še zdaj, če bi želela to prodati, ne? Nekaj jih imam še iz diplomske naloge doma za sebe. Ja, dejali smo že prej, da ste dejavna na različnih umetniških področjih, ki jih med sabo tudi kdaj združujete, in v vaši bogati karieri je že za vami kar lepo število razstav in ostalih dogodkov. Jaz, ko sem gledal vašo biografijo, ja, konkretno debela je, moram reči, čestitke, no, in na katerih ste svojo umetnostjo seveda tudi sodelovali. Kje vse, če se dotaknemo morda le največjih? Zdaj, tako, ne, te razstave so se zgodile zato, ko sem proaktivna, ne, ker sem tudi sama iskala priložnosti, predvsem po spletu, in se udeleževala raznih natečajev in razstav. Ne. Imam pa tudi v Benetkah, imam v Trstu zadnje dva ženska bienala, recimo. Zadnjo razstavo samostojno sem imela v Kraški hiši v Repnu. V zamejstvu. Zelo lepo, tudi profesionalno vse skupaj. Imam pa stalno, lahko omenim, kot en showroom, razstavo svojih del tudi v vinski kleti Ferdinand, v Brdih, ne, v Gonjačah, v krasnem ambientu, ob krasnem vinu, so slike zelo skoraj terapevtske, bi lahko rekla, ne? In vse iščejo domno. Res nekaj za dušo, tako da se jo nahrani. Seveda tudi posledično, če človek oziroma če umetnik dosti hodi po razstavah doma in po svetu, prejme tudi veliko število nagrad. Jaz sem jih prebral ogromnih, recimo za umetniške zasluge nagrada Caravaggio, izbrana na Zlati seznam 2022, revija Art Market Magazine in še ogromnega. To sem le eno izmed mnogih naštel. Kaj vam pomenijo vse te nagrade, vsa ta priznanja, članstva, še kar vsega tega? Zdaj, meni je pač to bilo del poti, ne? Kot sem rekla, proaktivna sem, iščem načine, dostikrat dobim dosti nejev, ampak je tudi kakšen ja, in so izkušnje in s tem rastem. Zato mi je že to sama nagrada. Da sem, zdaj, ko se ozrem nazaj, sem izboljšala tudi svojo, recimo, lahko tudi mogoče prezentativnost svojih del, sebe kot identiteto, ne? Prav zaradi teh majhnih korakov. Zdaj, nagrade pa so kot nagrade, nekomu pomenijo veliko, nekomu nič, nekomu so že majhno priznanje, pomeni dosti, ne? Je pa en dosežek to, no. To so dosežki, ki te usmerjajo na tvoji umetniški oziroma poslovni poti tudi lahko, ne. Večinoma sem videl, so iz tujine. Imajo morda večjo težo zaradi tega? Ja, zato, ker sem šla, mi je bilo lažje iti v tujino, kot te zaprte malo domače kroge, ne. In zato, ker sem takrat bila tudi doma, ker sem v bistvu okrevala. In kaj bomo počeli, ne? Nekaj moramo ustvarjati, in sem si svoje arhive uredila in sem poskusila iti ven, ne, v svet, malo poiskati, ne. In mi je počasi, vsakokrat je bilo boljše, ne. Tako da je bilo za nekaj dobro. Se da te umetnine, zaradi tega, ker so priznane v tujini, tudi potem lažje prodati? Ja, ima sled, ne. Zdaj ima, ko bi rekla, če znaš to se lepo zapakirati, ne. Zdaj, ena slika ima eno določeno pot, ne. Rečemo, verodostojnost, dobi rečemo, nekomu je bila všeč, nekomu ni bila všeč, no, in tam, ker je bila všeč, sem dobila potrditev, in ima ta slika tudi malo večjo vrednost lahko, ne. Tudi koeficient umetnosti se meri. V Italiji, na primer, se to zelo uporablja. Ali delate tudi, bom rekel, grdo po naročilu, čisto podjetniško del? Ne, zelo težko. Mogoče kdaj v mladosti, ko sem pač ustvarjala različne uma, sedaj ne. Se pa prilagajam sedaj z različnimi tehnikami, najdem en primerno potno. Kako pa je prepoznaven, denimo, umetnik, ki je tako mednarodno uveljavljen v domačih krajih? Kakšno težo ima to tukaj doma v Sloveniji, v okviru naše države, recimo?
če te to, zdaj, mnoge umetnike zaštopa prav to, ne, ki najdejo zaprta vrata, recimo, ne, in obupajo in so lahko odlični, ne, odlični umetniki, ampak zgubijo to priložnost, da bi vztrajali in pripeljali, nekdo nekje te bo opazil, nekomu nekje boš všeč, ne, takšen kot si, svojo identiteto, svojim načinom slikanja, ne, in tle obupajo in tlele mislim, da bi mogli tudi umetnike učiti, da moraš biti vztrajen, če se ena vrata zaprejo, pa in na druga odpri nova. Tako kot biti vztrajen na svoji umetniški poti, se pravi rasti in se razvijati, tako tudi na drugi strani na podjetniški poti biti vztrajen in trkati na vrata, slej ko prej se bodo katera odprla. Ja. Kakšno pot je po vašem kot umetnik treba obrati, da je duša še vedno potešena, denarnica pa pri tem ne trpi? V prvi vrsti, zdaj je skoraj 1 leto za mano, ne, sem samostojna podjetnica, začela iz nula, in sem se pa za to odločila in sem vedela, da nekje bom mogla recimo skrajšati neke stvari, da bom dosegla to in to, da bom razvoj imela, ne, in da bom plačevala kot zavedna državljanka prispevke, ne, in to počnem redno, tako, in ki so kar visoki, ne, in da bom ustvarjalna in ker imam non-stop te ideje, da me ta stok ne ustavi, ne, prav ta pomankanje recimo denarja, ne, in moram reči, da če sem 1 leto tukaj, da sem se marsikaj naučila, izpopolnila in da mi gre na boljše, ne, tako da menim, da bo polna denarnica je samo na tebi, ne, da ostajaš avtentičen umetnik, ja, in da najdeš priložnosti, ne. Kaj bi svetovala eni osebi, recimo, ki ima neko idejo, umetniško idejo, nek navdih, pa si ne upa stopiti na to trnovo pot podjetništva? En nasvet, kakšen ga bi dala? Zdaj moraš najti, včasih pride kar tako, ne, včasih pa pride, kar najmanj pričakuješ na določeni poti, ki si jo že začel, neka oseba, ki ti lahko spremeni življenje, ki te usmeri, na primer, pojdi tja, provaj to, je ta razpis, recimo, ne, ti da neko določene usmeritve, da greš v tisto pravo smer. Ni nujno, da bo to takoj, ne, ti moraš neko pot svojo opraviti in včasih je kar lahko počasna, ne? Ampak je, ne? Napredek je, ne? Zopet smo pri vztrajnosti. Ja, ker je pomembna. In ne obupati, ne? Ker je pomembna. Tako. No, smo rekli, ustvarjate na večjih področjih, katero v zadnjem letu, zdaj, ki ste kot podjetnica, zdaj vas sprašujem skozi oči podjetništva oziroma podjetnice, je tržno bolj zanimivo za potencialne kupce na tržišču? Odvisno, ne. Zdaj, če se obrnem, ker jaz sem nek multipraktik, ne, v življenju sem se naučila zelo veliko in sem vse to lepo nekaj zapakirala, no, skupaj z umetnostjo, tako da je vse malo drugače in bolj človeško, empatično. Lahko rečem, da marsikaj lahko zapakiraš in prodaš, recimo, če to mislite prodati, ne, da od tega neko podjetje živi in se razvija. Vi kot umetnica. Ja, jaz prodajam v bistvu sebe, ne, mojo identiteto, Nataša Gregorič Nebes, so z mojo zgodbo, življenjsko, čustveno, z vizionarsko, recimo, ne, z altruizmom, verjamem v dobro ljudi, recimo, izbiram same dobre ljudi, recimo, tako, ne, si sama krojim en svoj svet, ga slikam, ne, bi lahko rekli, ne. A je po vašem mnenju pomembno, kako je vaš izdelek, vaša umetnina zapakirana, oziroma z drugimi besedami, kako se jo spromovira? Ja, je pomembno, ne, ker je tudi to del tvoj odraz, koliko energije si že noter v material, surovine, v raziskavo že vložil, plus seveda slikarska tehnika, ker tehniko, no še to, da povem, ti jo lahko skopira vsak, ne. Lahko podobne stvari dela vsak, ampak tebe kot osebnost pa ne, ne. In to je tisto dodatna, ki se morajo zavedati umetniki, ki jo dajo v vsako delo, ki gre od vas, ne, energijo. Ne? Pa še čisto osebno, koliko vi sebe vložite v vsako delo? Jaz vsakič vse. Vsakič vse. Vendar imam en tak ritem, ne, znam to, lih prav, da je fluidna, ne, da teče, ne, pride, gre ko slikam, ko delam to jabolko, ki ga imamo pred sabo, ne, raznopisano, pisano, polno, vsaka kapljica je moja energija, moja dobra misel, nikoli ni slabih misli noter, no. Zato, ker vem, da zato tudi to začutijo, no, ljudje. To.
Z našo današnjo gostjo Natašo Gregorič Nebes smo prišli nekako do delnega zaključka, da pa je združljivo, vendarle je potrebno biti vztrajen, je tako? Ja. Tako. No in zdaj kaj menite, kakšne so slabosti podjetništva na umetniškem področju? Zdaj, na umetniškem področju prvo niso prav dobri pogoji, recimo, ne? Ampak to ni ovira, ne? Drugo, kar je, to v pogoji sem mislila predvsem prispevki, ne? Ki morajo biti, samo so res malo pretirano, saj za neke začetnike, recimo, ne? Bi lahko bili malo nižji, to lahko povem, ne? Logično pa, da morajo biti, da tako pač je. Sistem pač mora preživeti. Ja, tako mora biti, ne? Zdaj, ker vidim izzive, ko sem rekla, jaz sem ustvarjalka. Jaz ne iščem, če naletim na težavo ali pa na oviro ali na karkoli, iščem rešitve. Ne gledam na kaj bi me lahko zaustavilo. In tukaj iščem vedno pozitivno, kako bi lahko izboljšala neko stvar. Kje lahko se izboljša tole tematiko? Tako da ljudi osveščamo, ne? Da je kultura bolj. Jaz, ko sem bila majhna v osnovni šoli v Šempetru, mi smo imeli likovni pouk in smo imeli še dodatne likovne krožke. Rasli smo v tem duhu proslav, ogromno je bilo kulture, knjig, ne, in tako naprej. In to te je bogatilo, to ti je odprlo obzorje, ne, in to manjka zdaj. Kulturno umetnostno vzgojo malo bolj poudariti, ne. Pa vas bom kar takole direktno vprašal, a je po vašem mnenju kultura v današnjem času podcenjena? Odvisno od koga, ne? Eni jo podcenjujejo, eni jo lahko precenjujejo, mislim, da velika večina, nekateri vemo, no, kje je njena vrednost. Torej, v umetnosti, v kulturi je seveda pomembna tudi promocija, ki pa je sestavni del podjetništva, seveda. Ja. Kako pomembna je promocija po vašem mnenju? Ja, promocija je vse, ne? Zdaj, če imaš koga, da te promovira, je dosti lažje, ne? Ma včasih nimaš, torej moraš sam za to poskrbiti. Vi sama poskrbite za to? Jaz moram zdaj sama, sem one man band v mojem SP-ju, ne? Mi ni težko, zato ker me te stvari tudi zanimajo in kadar jih pa razumeš, potem se jih ne bojiš, ne? In potem je vse lažje, ne? In promocija je, mislim, da je, lahko rečem 50%, zdaj tle v odstotkih nisem točna, ne? Je delo, je ustvarjalnost, je biti slikar, ostalo je pa promocija in priložnosti in akcija, ne? Ali doseže pravi krog ljudi vaša promocija? Ja, če se ti daš, če se ne pustiš motiti, da daš fokus na tisto, kar ti želiš doseči s tem, jaz kot slikarka, ali želim samo razstavljati, ali želim od tega živeti, ne? Tle je tvoje, na tebi. Koliko pa vam čisto osebno vzame časa? Na eni strani umetnost, se pravi miselni proces, ustvarjanje, prelivanje idej na platno, na polaroid, kakorkoli, in po drugi strani udejstvovanje v podjetništvu, kajti umetnine je potrebno prodati, treba jih, smo slišali, promovirati, treba je skomunicirati in tako naprej. Koliko je, tako bom vprašal, ali vam več vzame časa to, da ustvarjate ali to, da prodajate? Čisto po domače. Recimo, da zdaj trenutno je 60% ustvarjanje, golo ustvarjanje. Dobro. Ja, zato ker tako imam splanirano. Jaz se naredim, ideje imam skozi. Mene včasih boli glava od toliko idej, ampak tako je. Sem pač strelovod za ideje, ne? In za rešitve in tako naprej. In sem najdla en način, kako to dati v neko harmonijo, ne? In si vzamem čas, ne? Razen če kaj neprevidljivega, da nas bom ustvarjala. Da nas bom imela 10% administracije, ne? Ko moraš izstaviti račune, plačati prispevke, poiskati druge priložnosti, vmes če še kakšno izobraževanje, se prijaviti na kakšno izobraževanje in tako naprej. In imam določen čas, ne? Potem si vzamem za promocijo, zdaj sem bila na enem krasnem izobraževanju, imam mentorja v tehnološkem parku v Vrtojbi in sem jim zelo hvaležna, imam zelo dobre izkušnje, so mi dali neko usmeritev in jaz grem, ne? In sem ravno glede spletne strani, pa spletne trgovinice, ne? Ki je še nisem imela, ker je nisem želela, sem našla nek kompromis, ne? In to si vzamem čas, si planiram, ne? Ali je mogoče potegniti, za konec čisto v 2 besedah, vzporednice, ali je podjetništvo tudi umetnost? Je,
Ja, vse je življenje, je umetnost. Ne? Moraš biti pravi umetnik, da znaš živeti tle na tem svetu, ki ni včasih je kruto, ne? Ampak če si umetnik pravi, je povsod lepo. In v prejšnji ediciji Korakov do uspeha sta nas obiskala akademska slikarja Klemen Brun in Maša Gala. In ja, že na začetku te sezone smo se odločili, da si bomo predajali štafetno paličico. Vsak gost bo naslednjemu zastavil eno vprašanje z področja kulture v podjetništvu. In Klemen in Maša sta vas, Nataša, vprašala tole. Kateri trenutek v tvoji karieri bi opisala kot prelomnico in pa zanima naju, ali lahko finančno preživiš samo od slikarske prakse v našem okolju? Torej, prelomni trenutek v svoji umetniški karieri. Zdaj, bilo jih je kar, lahko rečemo, 3, ampak zadnji prelomni je bil to takrat, ko sem iz zaposlitve v Brdih, ko sem delala kot predstavnica za kulturo, zbolela in sem bila doma. No. In ne mislim, da bi objokovala ali pa karkoli, mi je bilo to vzgib, da sem začela proaktivno iskati priložnosti in tam mi je bilo delo na sebi, sem najdla svojo vrednost in vztrajnost in pogum, da sem šla naprej. Ne? No pa še v 2 stavkih, se da finančno preživeti s tem, kar počnete? Se da, kot sem že rekla, lastna identiteta, avtentičnost, disciplina, pogum, ne? In še vedno lahko se vrnem in delam kaj drugega. Ne? Kaj pa bi vi vprašala našega naslednjega gosta prihodnji teden? Zdaj upam, da bom prav artikulirala, ker ne rada prav nekaj sprašujem. Če bi bila, zdaj ne vem, kdo bo, če bi bil ali pa bila ti na neki funkciji, da bi bila ti predstavnik neke kulturne ustanove in da bi imela možnost odločanja, kakšna bi bila prva odločitev, da bi povečala prepoznavnost in kulturne vsebine in da bi bilo veliko obiska, recimo, da bi otroci, šolarji, družine zahajali v kulturne ustanove. Čisto konkretno vprašanje, ki bo najverjetneje terjalo tudi konkretni odgovor. Nataša Gregorič-Neves, še enkrat najlepša hvala za vaš obisk v današnji ediciji oddaje Koraki do uspeha in seveda srečno na vaši umetniški poti še naprej. Naj traja podjetništvo in umetnost. Sempre po konci. Sempre po konci. Sempre po konci. Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi hvala za vašo pozornost v današnji oddaji Koraki do uspeha, kjer združujemo podjetništvo in umetnost in kjer smo danes tudi bili pod pokroviteljstvom lastnika in direktorja podjetja Spintek Gorana Miškulina. Z vami sem bil Uroš Simčič, do naslednjič, nasvidenje. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.